Hvala lepa. Dovolite najprej, spoštovani minister, da vam iskreno čestitam za uspehe, ki jih je Latvija dosegla v zadnjih letih. Odločno ste stopili na pot reformne politike, fiskalne stabilnosti in kot ste iz vašega nagovora zelo jasno povedali, je pri tej rešitvi Latvije iz globoke krize v veliki meri zaslužna tudi kohezijska politika, zato ste res na pravem mestu, kjer vas razumemo in tudi povsem podpiramo ta vaša stališča. Prihajam iz Slovenije, kjer smo malce manj odločno se lotili teh reformnih korakov, tudi v smeri fiskalne stabilnosti, zato se nam je ta kriza malce podaljšala in sem prepričan, da bi tudi mi morali storiti to, kar ste storili vi. Razumem, kaj pomeni dvigniti BDP iz 47 na 67%. Tudi v Sloveniji smo rabili tam eno desetletje, da smo od sredine 90-ih pa do vključitve v Evropsko unijo prešli tam iz 59 na skoraj 70% razvitosti, sedaj je naša stopnja okoli 85 in vem, kako so ti koraki težki, še posebej v teh kriznih časih in zato mislim, da ste res pravi človek, ki lahko govori o pomenu kohezijske politike in na nas, ki smo v tem odboru, je tudi, da zagovarjamo podobno kohezijsko politiko tudi v prihodnje, če želimo Evropo bolj podobno po stopnji razvitosti in tudi bolj konkurenčno. Konkurenčnost ste postavili na visoko mesto, kar mislim je tudi zelo pomembno in iz teh korakov, ki ste jih naredili vi, je tudi ta vaš tretji cilj, se pravi Evropa, ki bo ukrepala, ki bo sprejemala odločitve zelo na mestu, tretji cilj vašega predsednikovanja in zato vam želim na tej poti veliko uspehov in danes je bilo že kar nekaj vprašanj na temo Junckerjevega paketa in resnično želim, da čim bolj modro zložimo te politike skupaj in da skupaj z Junckerjevim paketom in kohezijsko politiko in ostalimi politikami tudi Evropske skupnosti naredimo napremike v tem javnem sektorju, seveda pa da skozi Junckerjev paket tudi zbudimo zasebni sektor. Ko smo govorili o urbani politiki, mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da ima Evropa sedaj ta trend, ko je vedno več ljudi živečih v metropolah, s tem ljudje imajo določene prednosti, hkrati se pa pojavljajo številni urbani problemi in ko govorimo o teh urbanih problemih, je že veliko govora vedno in tudi aktivnosti na področju mobilnosti ljudi, na področju kvalitete zraka, na področju ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja šolstva. Mislim pa, da smo bili v preteklosti premalo pozorni na enega od ključnih problemov, to je problem povezan z varnostjo, z vključenostjo ljudi v življenje. Dogodki, katerih priča smo v zadnjih tednih, mesecih, mislim, da so refleksija na to, da se v teh metropolah pojavljajo vedno večji urbani problemi z veliko brezposelnostjo ljudi, z ljudmi, ki niso socialno vključeni in so odrinjeni na rob življenja in zaradi tega so potem takšni ekscesni primeri, kot se odvijajo v Evropi. Tako da pri urbani politiki mislim, da moramo biti v bodoče dosti bolj pozorni na ta varnostni vidik, ki pa ni vidik, ki ga bi reševali z policijo, vojsko, ampak z kvalitetnim razvojem metropol. Tako da vam želim na tem mestu dati ta svoj prispevek, hkrati pa me zanima, kakšen je vaš pogled na predvsem ta varnostni vidik v metropolah.